večer, se slišimo. Evo, drugi festival evropskega filma Brežice je že v drugi izvedbi dobil dodatno lokacijo. To čudovito Čejo Istenič. Zelo sem vesel, da smo danes tukaj. Mi da z Miho imamo ogromno zapovedati, zato se bo tudi res čim krajša, ker nas čaka en krasen film. Moram pa vseeno malo narediti zgodovinskega uvoda. On je bil že lani naš dragi partner pri festivalu in nekega zimskega večera v Ljubljani v enem vinskem baru sva sedela in razmišljala, kaj je. No, skratka, kaj bi lahko naredila, rezultat je to, da imamo, da je festival evropskega filma Brežice razširjen, tudi tematsko, vsebinsko in da bomo vsako leto imeli film, ki bo vinsko obarvan, glede na to, da so moji kolegi iz Vizejskega, sem še posebej vesel in ponosen, da smo to tukaj naredili, tako da se najprej zahvaljujem Mihi in družini Istenič za to pobudo. Čaka nas nocoj film Vinski čudež, zgodba znameniti blind tasting leta 1976 v Parizu. Zakaj pa to tukaj? Zakaj je festival evropskega filma v Brežicah v Ljubljani utemeljil vse koprodukcije, vsi filmi, ki so se snemali v Brežicah? Tudi zakaj je ta film tukaj utemeljeno? Ker je zgodba znamenitega Stevena Spurrierja, znamenitega sommeliera, ki ga je Miha dobro poznal, ki je bil v Brežicah, če se prav spomnim. Skratka, zdaj ta moj uvod se malo daljši, kot sem mislil, se konča in dam besede Mihi, da Miha pove, bi rekel, ta čisto osebno zgodbo s Spurrierjem, ki ga tukaj igra pokojni Alan Rickman, sjajni britanski igralec. Mogoče kakšne besede o filmu, pa še to povem, da Miha pripravlja pred filmom neko presenečenje. Lep dober večer vsem. Velika zahvala, da ste se danes oglasili v tako velikem številu. Namreč le polna dvorana dejansko utrjuje, da je bila odločitev pravilna. Z Alešom sva se dejansko po lanskoletnem festivalu dobila, da malo pogledava, da vidva dosežke, da čestitava en drugmu v bistvu za neko zgodbo in moje veliko veselje je bilo to, da dejansko se na tem področju ponovno končno nekaj spet dogaja. Zakaj ravno ta film, zakaj ravno Steven Spurrier? Jaz moram najprej zahvaliti mojemu očetu, ki je imel že večkrat pobudo, ker obstaja 7 filmov za vinsko tematiko, ki jih naj bi vsak ljubitelj, pravi ljubitelj filma videl. No, vendar umestiti nekam v neko zgodbo in to delati posebej vsako stvar za sebe je bilo za nas prevelik zalogaj, oziroma težko bi napolnili dvorano, kako je današnja, in jasno, taka priložnost, kot se je pokazala ravno z festivalom evropskega filma, sem nekako začutil, da bi to lahko v tem kontekstu tudi potem tukaj peljal in dejansko potem tudi izpeljal neko čudovito stvar in čudovita stvar je ta energija, ki se bo zgodila tukaj. Namreč Steven Spurrier, ki je glavni protagonist tega filma, oziroma po kateri zgodbi je ta film, scenarij napisan, film izdelan, je bil tudi ob naši 50-letnici pridelave na Vizejskem, je bil tudi tukaj. Jasno, bili smo pri Juretu, pri Debeluhu, zdaj smo se sprehodili čez celo mestno jedro do gradu, šli smo pogledati Viteško dvorano, pa je da Steven je bil strašno navdušen nad to dvorano in na koncu potem samo praznovanje naše 50-letnice ravno v tem prostoru, kjer smo danes nahajali, ki pogledali nekako film, ki je nekoliko prilagojen. Zdaj sem to povedal, da Steven tega filma ravno ni malo, ker je bil narejen za to, da je privlačen širokim ljudskim množicam, ni pa čisto dejansko rožje, ki so zamenjali, ampak film izredno je bil tudi izredno dobro kopijo smo dobili in moram reči, da res uživali v tem filmu. Moje srečanje nekje se začne v 80-ih letih z Stevenom. Takrat je pač prvič prišel na Bredu snemal slovenska vina, malo ga je Robert Orjak.
In takrat je on tudi prvič potem prišel v stik tudi z našimi knjigami, ki jih je zelo pozitivno ocenil. A kasneje so sledile še določene ocene, ki jaz sem mu vedno poslal vino, ki je mnoga pripravil, ki je bilo kaj drugačnega, kaj mogoče revolucionarnega, kaj novega. Sem vedno poslal tudi njemu steklenico 2, in on potem to ocenil. Jaz teh ocen nikoli nisem videl sem šele zdaj po njegovi smrti. In ko smo pač riskovali ravno za današnji večer, kaj je on sploh za nas pomenil. Jaz sem vedel, da je za nas pomenil veliko, ker tudi, ko smo mi prišli na danes en angleški trg, zelo pomembno za nas, je veliko njegova zasluga, ampak je on predvsem pisal take stvari, ko dejansko mi gre na jeba, mi gre v okocine pokonca, mi gre na jok, ampak jok od zadovoljstva, od sreče, ker moram reči, da Steven je bil vedno bil zelo velik človek. Jaz sem se še velikrat ali srečal na sejmih ali na prezentacijah v Londonu in moram reči, da kadarkoli sem mu videl, da bi ga rad videl, je on dejansko tudi prišel in moram reči, da sem tukaj neizmerno srečal, da res sem zelo tako velika človeka, kot bomo lahko danes tudi pogledali in si to zgodbo danes. No, jaz ti mogoče predam še malo besedo, da lahko veš presenečenje. Ja, presenečenje, ta del ni moj del je filmski, Miha je pa tudi glasbenik. Zato vam bo danes predstavil premierno, imamo svetovno premiero. Na letošnjem festivalu nekaj slovenskih premier, 3 celovečerne filme. Tokrat bo pa svetovna premiera novega glasbenega podviga projekta, ki ga boš pa ti opisal in pritisnil tipko play. Potem pa še mogoče en stavek uvoda pred filmom, potem pa samo užite po filmu. Po 4 letih v času COVID-a sem veliko vadil kitaro, no potem smo prišli določene ideje, ki sem predstavil potem najboljših glasbenikov in pa smo na koncu, po 4 letih smo posneli dejansko do konca ta komad in jasno, ker je bilo tudi Alešu všeč ta komad, smo tudi od dneva, ko je bila prva tiskovna konferenca za ta festival, do danes smo posrečili, smo dobili zadnji miks in draga, prosim, kar zavrti nam.
Svetovna premjera z nami. Zdaj pa pripravljen film. Skratka, v filmu smo že veliko povedali, jaz bi sem še rekel, da ta film ne šteje za nagrado občinstva, skratka, lahko se spustite in boste glasovali. Povabim vas pa na jutrišnji dan, spet se vračamo nazaj, kot je danes napisal RTV Slovenija, Krestovski muzej Brežice je za 4 dni najlepše kinodvorane v Sloveniji. Skratka, na prizorišču Posavskega muzeja nas jutri čakajo 3 filmi, izjemna zgodba Balada o Limonovu, potem pa 2 filma, hrvaški film Šlager, slovenska premiera in pa srbski film Megdan, prihajajo člani ekipe, tako da vabim na to. Jaz vam želim dober ogled tega filma, pa hotel sem še povedati, da sva z Miho že izbrala film za naslednje leto, skratka, ta lokacija je tradicionalna. Miha, še tvoja beseda zadnja. Najlepša hvala. Upam, da bo film dejansko tekel bolj tekoče. Tukaj je prišlo do zamikov, čeprav zelo zanimivih zamikov, ki bi jih lahko uporabili tudi v dejanskem filmu. Tako da jaz vam želim vsekakor en lep večer pri ogledu tega filma in upamo dejansko, da boste uživali in da se naslednji let tudi vidimo pri naslednjem filmu za vinsko tematiko. Najlepša hvala. Pozabil si povedati, da še povedati, da še potem lahko se zadržijo tukaj na našem domačini. To guide its appreciation thereof. Well, a shepherd, by definition, needs a flock. And business, by necessity, needs custody. So, if I were to subscribe to that proposal, would you be considered a customer? No, I would be considered an enthusiast.